Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dobrodošli v dobri družbi. Na prav posebnem praznovanju Mednarodnega dneva gora. Na ta veseli dan, ko se knjige in gore ženijo, se krog in krog Slovenije zvrsti kopica dogodkov, na katerih slavimo alpsko književnost in kulturo. Pod krovom Mednarodnega festivala Alpske konvencije Brati gore, ki svoj zenit doživi prav tukaj, v knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. Današnji dogodek v sklopu predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji soorganizirata Planinska zveza Slovenije in Ministrstvo za naravne vire in prostor, zato uvodoma k besedi povabim magistra Emila Ferjančiča, predsedujočega stalnemu odboru Alpske konference. Dober večer želim. V bistvu je bilo že skoraj vse povedano, zakaj sem tukaj, kdo sem tukaj in kaj je. Ja, glejte, kot je bilo rečeno, Slovenija zdaj predseduje Alpski konvenciji. To je mednarodna pogodba, ki povezuje 9 držav in Evropsko unijo v prizadevanjih za varovanje in trajnostni razvoj Alp. Namen konvencije seveda ni v nekih visokoletečih ciljih in povezovanju, ampak v tem, da se ljudje spoznavajo med seboj, da izmenjavajo izkušnje, da izmenjavajo to, kar se ve o slogu življenja in da tudi skupaj praznujejo in se poveselijo. Festival Brati gore je ena od teh oblik, ki letos praznuje 9. obletnico delovanja. Takih dogodkov, kot je tale nocoj, se bo ne le v Alpah, ampak tudi drugje po svetu, tudi v Iranu in v Nepalu se jih bo zvrstilo okrog 100. Zelo pa smo veseli, da vedno pride do tega, da skoraj polovica takšnih dogodkov se odvija v Sloveniji. Se pravi, polovica v Sloveniji in polovica drugje po svetu, kar še posebej potrjuje preko našo gorsko identiteto in tudi našo povezanost s knjigo, ki je nosilka naše kulture in narodne identitete. Zelo smo veseli, da ta dogodek izpeljujemo skupaj s Planinsko zvezo ob njenem visokem jubileju, za kar posebej čestitamo vsem, ki se trudite v to smer. Je pa še en razlog, da smo se odločili ta dogodek izpeljati v Kamniku. Namreč Kamnik je še zaradi ene zadeve zelo pomembna točka na zemljevidu Alpske konvencije. Tukajšnja srednja šola in gimnazija namreč sodeluje v mladinskem parlamentu Alpske konvencije in v naslednjem letu, v marcu, bo tudi gostila zasedanje mladinskega parlamenta, na katerega bodo prišli zastopniki tudi iz drugih alpskih držav. Skupaj z vami se veselim tega večera, zahvaljujem se vam, da ste prišli, ker s tem tudi sami krepite duha Alpske konvencije in kot rečeno, komaj čakamo, da zvemo kaj novega in lepega. Hvala vam. Hvala, gospod Ferjančič. V državah, ki si delimo Alpe, poleg ljubezni do gora podelimo tudi naklonjenost gorniški književnosti. Letos v Kamniku še posebej slovesno, saj v letu 2023 praznujemo tudi 130. obletnico organiziranega planinstva na Slovenskem in 70 let znamenite slovenske planinske poti, razstavo, o kateri si lahko ogledate tudi v čitalnici knjižnice. Delček pa je tudi tukaj na prizorišču. Začetke organiziranega planinstva in alpinizma na Slovenskem osvetljuje nova knjiga Dušana Škodiča Triglav je naš, ki je izšla ob letošnji 130. obletnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva, predhodnika Planinske zveze Slovenije. Knjiga z veliko začetnico, z bogato podlago zgodovinskih dokumentov, odstira nova planinska obzorja. Hkrati pa ob Škodičevem mojstrskem pisanju bralca posrka vase kot napet roman. Zdaj pa naj spregovorijo gore, naj se odpirajo razgledi. Tudi tale najveličastnejši z vrha Triglava, kot ga je ujelo video oko Gregorja Kresala in njegove ekipe. En lep dober večer, sem obiskovalkam in obiskovalcem, ljubiteljem gora.
in pa seveda današnjima gostoma. Veš, kaj sem jaz danes naredil? Vprašal sem najprej ChatGPT, kaj pove on. In dobil ta odgovor. Dušan Škodič je ime, ki se nanaša na vsaj 2 različni osebi, kar lahko povzroči zmedo. Prva točka. Dušan Škodič Sulc 1924-1943. To sem že ugotovil, da nista prav. Ta Dušan Škodič je bil slovenski komunist, partizan, častnik in prvobojec. Rojen leta 1924 v Ljubljani, je kot krojaški vajenec iz Viča že pred drugo svetovno vojno bil vključen v Skoj. Aktivno se je vključil v odbor proti okupatorju, takoj po okupaciji Slovenije. Ma pa vezo z zgodovino, je zelo močno. Dušan Škodič, rojen 1963, a ta podatek drži? Ja. Ja, odlično, dosti dobro ve. Ta Dušan Škodič je avtor, znan ljubiteljem planinske literature. Leta 2016 je izdal knjigo planinskih pripovedi z naslovom Ljudje v gorah, ta je meni osebno najljubša. Poleg tega je avtor več del, med drugim zbirke planinskih humoresk, Smeh z gora, planinsko-zgodovinskega vodnika Meja na razvodnici in knjige Triglav je naš, ki jo je uredil Andrej Mašera. In Dušan Škodič, nepogrešljivi soustvarjalec revije Planinski vestnik, je dobro poznan ljubiteljem planinske literature, saj so pri Planinski založbi izšla že 4 njegova dela, katera smo zdaj našteli, manjka pa ta prva tvoj prvenec iz leta 2006, 9 dni v avgustu. Takrat smo te pravzaprav spoznali in upisuješ vzpon Humarja, Tomaža Humarja v Nanga Parbato. Meja na razvodnici in pa seveda ta najnovejša knjiga Triglav je naš, ta ob letošnji 130. obletnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva, predhodnika Planinske zveze Slovenije, na podlagi nepričakovano odkritih arhivov na novo osvetljuje začetke organiziranega planinstva in alpinizma na Slovenskem od druge polovice 19. stoletja do prve svetovne vojne. Prinaša nazoren opis dejavnosti SPD, v ozadju katerih so bila nacionalna trenja vse očitnejša in vse bolj groba. Vanje pa avtor domiselno vplete še zgodbo o simbolu slovenstva Triglavu. V središču drugega dela knjige je alpinizem z vrsto doslej neznanih zanimivosti o Klodigu Čadu, Drenovcih in drugih ter o Julijskih Alpah, strahospoštovani steni in načrtovanju zobate železnice na Triglav. Kot poudarjaš, namen knjige ni bil poskus spreminjanja planinske zgodovine ali rehabilitacija zaslug ljudi, ki so izginili nekako iz spomina, ker so pač postali pripadniki sovražnega naroda, ampak predvsem zapolnitev razpok v času. Lahko to pojasniš malo bolj. Kdaj, če ne zdaj, ob 130-letnici lahko končno slišimo vso resnico, ki je bila, bom rekel, zamolčana takrat iz političnih razlogov, kajti razpad Avstro-Ogrske monarhije je bil zelo radikalen in je dejansko počistil z vsemi ostanki nemštva pri nas. Tako da ta zgodba iz samega začetka organiziranega planinstva pri nas je bila prečiščena, pomanjkljiva, ulepšana in seveda polna nekih zgodovinskih mašil, ki jih jaz skušam zapolniti s temi podatki, ki smo jih pa dejansko dobili v predlani odkritem arhivu v Innsbrucku. V drugem delu sem še enkrat vprašal ChatGPT in sicer, kdo je Jože Rovan. In odgovor je bil takšen: če imate v mislih specifičnega Jožeta Rovana, kot je na primer znanstvenik, pisatelj, športnik ali druga znana osebnost, mi prosim podajte več informacij, da lahko zagotovim bolj ciljane informacije. No in seveda pa sem pač ga vprašal predsednik Planinske zveze Slovenije in sem dobil: Jože Rovan je trenutni predsednik Planinske zveze Slovenije, ene največjih prostovoljskih organizacij v Sloveniji. Bil je izvoljen za predsednika PZS na redni letni volilni skupščini, ki je bila aprila 23. aprila in trenutno upravlja svoj drugi mandat. Jože Rovan je Planinski zvezi Slovenije upravljal številne vloge, od gorskega stražarja do zagrizenega markacista. Tako da tudi GPT ve, da si zagrizen markacist, pol mi je še pač razložil tvojo
profesijo in tega ne ve, da si že v penziji, no, da si v pokoju. Tega mi pa ni znal povedati. Ampak, če se nekako vrnemo v leto 1953, pa na markaciste, je bila nekako vzpostavljena slovenska transverzala, danes znana kot slovenska planinska pot. Kaj se je še tako pomembnega zgodilo leta 1953? Ja, profesor Šumljak si leta 1953 gotovo ni zamišljal, kakšen uspeh bo dosegel s svojo idejo. Namreč naša Anica ne ve čisto točno, ker za stara leta niso čistočni podatki, ampak prodali smo zanesljivo prek 200,000 dnevnikov slovenske planinske poti, 10,400 ljudi je pa v celoti prehodilo. To je 10,600 jih je prehodilo. To je gotovo neverjeten podatek in eden največjih rezultatov Planinske zveze Slovenije. Ogromno ljudi smo dejansko spremljali naravo, jih stimulirali in še vedno hodijo in hodijo vse več. In to je velika reč. Drugače pa leto 1953 zanimivo. Leta 1953 je nastalo cel kup slovenskih planinskih društev. Takrat je bila prav pomlad novih društev. Potem je leta 1953 bil postavljen spomenik, ki ga vsi poznate v Trenti, Kugeljev spomenika. Potem leta 1953 je recimo izšla znamenita Grimova pravljica Rdeča kapica v zbirki Čebelica. No pa, če smo še pri planinstvu, leta 1953 je bil osvojen Mount Everest. In konec koncev vsi poznate pijačo naše in vaše mladosti. Kokta je iz leta 1953. In kar je zame še na nek način posebej pomembno, takrat sem se jaz rodil. Tako da, ja, leta 1953 so bili res postavljeni mejniki slovenskemu planinstvu za naprej. Nepričakovano odkritje obsežnega izgubljenega arhiva v Innsbrucku leta 2021 je pomagalo osvetliti večplastno zgodovine našega planinstva in alpinizma, saj je bil celoten stari arhiv iz časa SPD uničen v požaru leta 1958, ko so pogoreli prostori Planinske zveze Slovenije. Do dragocenega arhiva Dušan sta se prebila z Marijo Mojco Peternel, germanistko na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, tudi recenzentko knjige Triglav je naš, ki je o novih odkritjih prav tako izdala 2 monografiji. Kaj pa je tebe najbolj presenetilo kot laičnega raziskovalca planinske zgodovine, ko ste odkrili te dokumente? V bistvu vse skupaj, kajti, kot si že rekel, leta 1958 so prostori Planinske zveze pogoreli. No, začnem s tem, kako je to izgledalo. No, daj. Bilo je ob 4 zjutraj, ko je prišla snežilka počistiti prostore. Tam je bil samo še en vratar, ki je v tisti svojem prostorčku je kuril Gašperča, ki je bila zima. Ona je pa tisti linolej čistila z bencinom, kanto bencina je imela. In ko to pretakala, so se hlapi vneli. In v tistem trenutku je Planinska zveza potem pogorela. To je bila neka ogromna baraka na Likozarjevi, tam, kjer je stolpnica dela. In Tino Oro je zapisal, da je takrat zgorel kompleten arhiv Slovenskega planinskega društva. Nismo se zavedali, kaj je pravzaprav noter bilo, ampak bilo je dejansko vsa ta korespondenca, ki smo, bom rekel, drugo stran dopisovanja našli v Innsbrucku. In pa še marsikaj, ravno zdaj sem nekaj od Brinška se bo delala ena knjiga, njegove fotografije, ki je bil odličen fotograf, so tudi takrat zgorele. Kaj je bilo najbolj presenetljivo? Vsekakor je bilo najbolj presenetljivo to, da je bilo ogromno materijala, ki se je nanašal na kranjsko sekcijo, in pa noter sta bila 2 pisma, ki sta bila v slovenščini. No, jaz imam tukaj skopiran en tale ogromen pisem, katerega vsebina je bila precej nenavadna, seveda govori o tisti stari slovenščini, ampak pošilja ga Slovensko planinsko društvo Kranjski sekciji v Ljubljani, svoje največje konkurenci, in jih obvešča slavna sekcija. Slovensko planinsko društvo si usoja javiti, da se je ustanovilo na podstavi priloženih pravil in da je začelo delovati.
Obenem naznanja, da je pristopilo k nemškega in avstrijskega planinskega društva sekciji Avstrija na Dunaji. Z odličnim spoštovanjem in planinskim pozdravom predsednik Frano Rožen in tajnik Mikuš, tedajni tajnik. Ne? In to je naslovljeno leta 1893, 15. maja. To je bilo tako presenetljivo, ne? Zdaj, kaj, govorimo, da smo bili člani nemškega Alpenvereina, kar so nam temeljito skrili. Tega ni bilo niti v prvem planinskem vestniku, niti kjerkoli zabeleženega. Že 3 leta, ne. Je pa bilo potrjeno tudi, kdaj smo šli ven. To je bilo pa potem skoraj 3 leta zatem pismo, ki so ga poslali v München in so v njem obvestili enostavno, da zaradi položaja tega nacionalističnih izpadov, ki jih imajo z domačimi eminenci, izstopajo iz tega društva in da grejo svojo pot. To je bilo presenetljivo, seveda potem pa, kar se tiče pa alpinizma, pa vsekakor podatki o ljubljanskem alpinistu Klodviku Čadi, ki je bil dejansko alpinist svetovnega formata takrat in o njem nismo popolnoma nič vedeli. Ja, do tega še pridemo. A lahko, ravno to sem si izpisal tudi, da praktično smo, skratka, Slovensko planinsko društvo je datirano na 27. februarja 1893, ne? Ampak v teh pismih smo bili skoraj 3 leta še član avstrijskega dela. Deutsche Österreichische Alpenvereina, ne? Do tega si prišel s temi pismi. Ja, po enostavno v tem poliglavem pismu, s katerim so se Nemcem pohvalili, da zdaj ne boste več imeli, bom rekel, da ne boste več imeli monopola v naših gorah. Je pa res, da so pa naši malo preveč čakali iz to ustanovitvijo, kar sem tudi noter parkrat omenil, kajti prehitelo nas je takrat veliko narodov. Danes vemo, smo pravi alpski narod in tudi v alpinizmu smo zelo uspešni, vendar smo pa v samem začetku pa kar precej zastajali. Ravno tukaj, da Slovensko planinsko društvo, predhodnik Planinske zveze Slovenije, je bilo ustanovljeno ne že, ampak šele 1893, to posebej poudariš, ne? Osvetliš tudi vlogo profesorja Johannesa Frischhoffa, ki je že leta 1874, ko je bila ustanovljena kranjska sekcija, hodil po naših krajih, pozival, da je pomembno ustanoviti lastno planinsko društvo. Prisluhnili so mu Hrvati, pri nas pa, kot ugotavljaš, takrat ni imel pravih sogovornikov, pozneje pa je postal velik zaveznik slovenskih planincev. Ja, tukaj smo skoraj 20 let zaostala, ne? Tudi za Hrvati, za Čehi mislim 6-7 let, 1 leto celo za Bosanci, kar je bilo presenetljivo, ne? Sej mi smo imeli poskusa, ne? Če zdaj omenjamo tiste triglavske prijatelje, pa prijatelje gora iz Ljubljane, to je bilo, ne? Ampak ta je propadel zaradi določenih stvari. Šansa je bila pa takoj leta 1874, ko so se Nemci formirali, takrat so se Hrvati, pri nas se pa pač žal nismo. In potem smo s nekim skoraj 20-letnim zaostankom prišli v sredino tega nacionalnega boja, kar v tistem trenutku so bile pa naše gore že prepredene z nemškimi potmi, nemške koče so bile in vodniki so se izobrazili takrat že, ki jih je Alpenverein izobrazil in seveda je bilo treba potem začeti na novo in seveda potem pa te igre zakulisne, tudi ki jih opisujem noter, so bile take nesramne zelo, ampak tak čas je bil, ne. To je bil čas, res, Slovenci so takrat hoteli se firmirati, koliko je treba in je prišlo do teh sporov, podtikanj in tako naprej. Ja, zelo zanimivo, prispodobo si dal s kekcem tukaj, s češarki. Ja, no, še eno pismo je bilo, ne? Še eno pismo, 2 sta bila v slovenščini, eno je bilo tole, drugo je bilo naša 3. koča, je bila vodnikova koča na Velem polju, se je bila bolj kot ne neka baraka to, ampak so tako ljudno pismo poslali vodstvu kranjske sekcije, da jih obveščajo, da smo zgradili že 3. slovensko kočo in da so vljudno vabljeni na odprtje te koče, ne, seveda, to je bila čista provokacija, ne, ampak na ta način je to potekalo. Zanimivo. Ja, prosti, Češarek, ne, Češarek. Ja. Češarek je bil ravno pri tej koči, ne, in ta prva koča je bila na Velem polju. Zdaj vemo, to je od spota, ne, približno 150 višinskih metrov nižje, kot je danes.
Nemci pozneje speljejo pot, ki gre tam pod Tožcem, direkt gor na Planiko, ne. S tem so prehranili pol ure hoje in seveda izognili so se te koči, ne. Kaj so naši naredili, takoj so kupili gor parcelco in so jim zraven poti, baraka je bila lesena, so jo samo prestavili gor, ulili temelj in postavili zraven, ne. To je bil češarek v nos, ne. In ker imamo danes aktualnega predsednika Planinske zveze Slovenije med nami, sem se vprašal, kako vadi Planinska zveza Slovenije, ne. Jože, kakšna je vloga Planinske zveze Slovenije v sedanjosti? Predvsem pa me zanima, kakšne izzive prinaša za to organizacijo prihodnost, glede na številne problematiko, ki jo danes izpostavljamo, predvsem kar se tiče vedno večjega upada prostovoljstva, poznamo generacije, ki prihajajo za nami. Torej, kakšna je vloga danes, najbrž čutite vsi, a ne? Ampak če dlje skušam mečkem povedati, imamo 63,000 članov in članstvo nam raste. Sicer smo v času covida merili upad za 16%, kar je seveda zelo veliko po številki, po drugi strani sem si pa rekel nekako tako, če smo izgubili samo 14% članov, to pomeni, da imamo izjemno veliko količino zvestih članov in pravzaprav samo nekaj tistih, ki več ali manj so člani zaradi ugodnosti, ki jih nudimo, ne? Pa še tisti morda bi se včlanili, pa v teh čudnih časih se je bilo težko, saj smo bili zaprti v občine in take stvari so se dogajale. Z tega vidika mislim, da smo lahko zadovoljni, po drugi strani pa v hribe hod 350 do 400 tisoč Slovencev, kar pomeni velik razkorak med dejanskim potencialom članstva in pa osnovnim članstvom. Tega v nobeni državi seveda ne zapolnijo, pa vendar to pomeni za nas vsaj neko moralno odgovornost, da skušamo z našimi preventivnimi akcijami, pa tudi z osveščanjem recimo v javnih medijih in tako naprej, tudi te ljudi doseči, zato da bi ne prihajalo do nesreč. Toliko glede sedanjega trenutka. Imamo seveda določene težave, 3 koče so nam pogorele, ena že stoji in deluje. Ena je, upajmo blizu tega, upajmo, da bo drugo leto končno Okrešelj odprt, Korošice pa ni. In tam je nekaj kontejnerjev in to je naša trenutno velika bolečina, še posebej zato, ker je Planinsko društvo Luče odkupilo tisto parcelo, zato da bi zgradilo kočo, ker Celjani vsega ne zmorejo. No, potem so prišle pa poplave. In preden se bojo Luče toliko pobrale, da bomo lahko tam zgradili kočo, bo še nekaj vode preteklo. To so nekateri trenutni problemi. Še en resen problem je problem prostovoljstva. Razmere so se v marsičem spremenile. Mladi danes so veliko bolj obremenjeni v službah, kot je bila recimo moja generacija, vsaj zdi se tako, in zato je manj časa za to in zato je veliko tega organizacijskega dela na starejši generaciji, kar ni dobro. V vodstvenih organih mora biti zastopane vse generacije in to skušamo seveda spremeniti, kar je pa težko. Pa tudi starejše generacije, ne, se upokojijo kasneje, kot pa recimo, če gledava še 20-30 let nazaj. Ne. To drži, mnogo kasneje in to čutimo recimo pri markacistih, kjer so to fizično relativno vendarle težke stvari. Sicer se naša življenjska doba podaljšuje, ampak vendar. Poleg tega v prejšnji državi je veljalo, da so lahko vsaj državni uslužbenci dobili 5 dni plačanega ali pa vsaj neplačanega dopusta za razne športne aktivnosti. To smo pri markacistih zelo uspešno izkoriščali. 2 dni vikenda, 5 dni na terenu, pa še 2 dni vikenda. Skratka, imeli smo fanta 9 dni na terenu, tega ni več. No, ampak to je stvarnost, mnogi fantje so še vedno pripravljeni tudi svoj dopust za to riskirati, pa upokojenci so zelo koristni. Če gledam naprej, torej tisto, kar se mi zdi najpomembnejše, pritegniti v te vrste čim več mladih. To nam do neke mere uspeva,
oziroma nam kar dobro uspeva, bom raje rekel, malce tudi po zaslugi tega, da smo zelo odprta organizacija, da sprejemamo nove športe, praktično vse tisto, kar se dogaja v gorah, pa ni vezano na motorje z notranjim izgorevanjem. Poleg tega pa je velik poudarek tudi na športnih aktivnosti. Mladi radi tekmujejo in danes imamo že 4 take športe. Imamo poleg alpinizma, ki je seveda tradicija ogromna, iz katere je izraslo na nek način tudi športno plezanje, pa imamo še ledno plezanje. No in zdaj upajmo, da bomo dvignili na ustrezno nivo tudi tekmovalno turno smučanje, ki postaja celo olimpijski šport. Če nam to uspe, bomo edina športna organizacija, ki ima udeležence tako na letnih kot na zimskih olimpijskih igrah. Na letnih smo že. Pač Janje ne ustavi nič. Na zimskih pa upamo. To je glede mladih. Mlade vsekako skušamo vključiti. Potem že omenjene koče. Ta problem moramo rešiti, pa ne samo te 3 koče. Mi moramo koče posodobiti, energetsko in okoljsko. Tukaj nam je dobrodošla pomoč države, ki pa je zdaj kot trajna pomoč z zakonom predpisana za planinske poti, kar je velik korak naprej. Žal si zamislimo, oziroma si težko zamislimo, da bi zelo hitro dobili nekaj takega tudi za koče, kar rabimo, kar imajo recimo Avstrijci že dolgo urejeno, vendar so te podplave odnesle marsikakšen načrt. Ampak tudi to bo minilo. Potem je seveda ekologija, ki sem jo že omenil, energetska in okoljska sanacija koč, pa tudi drugi pristopi. Recimo zdaj začenjamo akcijo iz doline peš v gore. Če smo pošteni, si bomo priznali, da je ogljični odtis planinstva velik. Potujemo do gora, včasih tudi čez mejo. Nedeljo sem bil na turni smuki v Avstriji, ker tukaj pač ni snega. In ne morem se športu, ki ga imam najrad vseh, kar odpovedati. Naš ogljični odtis je zelo hud in tukaj skušamo to rešiti s to akcijo, ker skušamo ljudi prepričati, da opustimo to našo grdo navado, da se peljemo do najvišjega parkirišča, ampak da skušamo iti iz doline v gore, torej iz doline peš v gore in predvsem, da skušamo koristiti javni promet. No in tukaj o tem so razmišljali že leta 1897. In sicer Planinski vestnik je takrat objavil kratko razmišljanje Jakoba Aljaža z naslovom Kaj bodo naši potomci s Triglavom počeli, ter pod naslovom Božične sanje Aljaževe. V njem je razmišljal o zanimivi viziji, da bo nekoč na vrhu Triglava stal Grand Hotel, do njega pa bo vozil električni vlak. Danes si težko predstavljamo ta projekt, a v času, ko se v tujini že gradile železnice, naprimer na Jungfrau in Zugspitze, to ni zvenelo bogokletno. Nastala sta celo 2 projekta, konstruktorja Fritza Steinerja, za cenejšo turistično cesto z vzpenjačo ter dražjo in udobnejšo železniško progo z obato železnico prav na vrh Triglava. Kako so torej želeli takrat največji slovenski biser približati množicam? Ja, v tistem času je bila tako imenovana trda oblika turizma, se je razvijala v Evropi, to ni bilo takrat sporno, nikogar ni kaj dosti zanimalo, ne. Vedeli so pa, da je veliko denarja tukaj noter vključenega. Leta 1906 so prebili ta predor v Podbrdu in železnica je prišla končno v Bohinj, ki je bil do takrat zelo, bom rekel, prometno slabo povezan s svetom. No in že 1 leto zatem so bili narejeni načrti in preračuni, tako vse kalkulacije, da bi so že tudi dovoljene za začetek preddel. To v glavnem zastalo zaradi bližajoče se prve svetovne vojne. 2 ure in pol bi rabili sedeti na vlaku in občudovati razgled, pa bi se iz Bohinjske Bistrice pripeljali v Voje, tam bi prestopili na zobato železnico in potem prišli tam, mislim, da okrog 15 metrov pod vrhem Triglava bi bila postaja z veliko teraso in hotel. Triglav bi bil pač tak, mi bi zrasli s tem, tako kot so Italijani pa Avstrijci zrasli s svojimi žičnicami vlaki v Švici in v Dolomitih, in
to bi pač sprejeli na ta način. Degradiran bi bilo zelo, ne. Saj že tako ali tako, ne. Že sama Aljaž nam ga je precej degradiral s tem, ko je hotel približati Triglav množicam, ne. Zapiše v župnijski knjigi, poslal sem požganca z dinamitom gor, da je razstrelil ta znameniti ostri greben med malim in velikim Triglavom, ne, v to pot. Ne. Predtem so ga že zavarovali, so dali tiste štange pa zajlo, ne, ampak ljudje so se težko srečevali, čeprav so šli vsak po svoje strani. Zdaj pa je v bistvu široka pot, tako da od Triglava je ostala, kot so se izrazil, bolj kot ne blagovna znamka, ne. Še zmeraj ime je strah in trpet, ampak v končni fazi pa ni tako strašen več, kot je bil. Ne. Ja. In ravno v Mednarodnem dnevu gora danes je na spletni strani bila Planinske zveze Slovenije objavljena poslanica, katero je spisal podpredsednik Martin Šolar, in v kateri pravzaprav izpostavlja občutljiv gorski ekosistem. Ravno danes sem potem sam razmišljal tudi o tem, nedaleč stran na Veliki planini se dogaja, da gradijo 6-sedežnico v tem času na višini 1600 metrov pod pretvezo, da bo tam potekalo smučanje, pa vemo, da na višini 3000 metrov izginjajo ledeniki, ne? In kljub temu, da se spodaj dogaja vir pitne vode za celoten Kamnik in okolico, se mi zdi, da Jože so tukaj pravzaprav eni največjih izzivov tudi za planinsko organizacijo. Ali bi mogli tukaj kot planinska organizacija nastopiti bolj agresivno napram takšnim, bom rekel, kar nebulozam, no, ki uničujejo gorsko okolje za namcem? Torej, tukaj so pogledi različni. Povedal bom en primer iz Švice. V Švici na višini 1800 metrov, ko stoji ena planinska koča, do katere so skopali podoben jarek, kot se zdaj dogaja na Veliki planini za elektrifikacijo. Ne. V ta jarek so dali kanalizacijo, vodovod, vse moderne telekomunikacije in elektriko. In so ga zasuli. In danes tega jarka ni več. Vse fekalije grejo dol, spodaj je čistilna naprava, ogrevanje zgoraj je na elektriko, kar pomeni, da ni nobenih izpustov, ni suhih stranišč, ki se slišijo zelo dobro in jih danes pri nas zelo populariziramo, vendar pomenijo helikopter, ki to odnaša, in helikopter je eden največjih pujsov v hribih, ne, to vsi vemo. Tudi hrup zganja, ne samo da onesnažuje z izpuhom. Tako da vsako tako stvar je treba razmisliti. Jaz sem razmišljal o tem, in če bi na Kredarco pa s posebnim krakom nas na Staničevo in na Planiko potegnili nek tak jarek in ga pol zasul, bi dejansko onesnaževanje, ki ga povzročamo, bilo minimalno. Seveda v določenem trenutku, ko bi se to kopalo, bi to vplivalo na okolico, na živali in tako naprej. Ampak potem bi imeli pa situacijo, ki bi bila zelo čista. Problem naših hribov je ogromna množica okrog Triglava, pa na glavnem grebenu kamniških, vse drugot ni gneče. In mi se trudimo z mnogimi popularizacijami, z popularizacijo recimo obhodnic, ki ne grejo samo čez Triglav, ampak grejo širše po terenu, se trudimo dejansko razpršiti ta pritisk planincev. In recimo, da določene mere uspevamo, ne v primeru Triglava, tam je nemogoče, to je posebna situacija, ampak drugot recimo, da uspevamo vendarle ljudi motivira, da grejo še kam drugam. Na Veliki planini sem bil in sem gledal tisti jarek, zelo grdo zgleda. Ampak ko bo zasut in ko se bo obrasel, bo morda malce manj hudo. In ljudje z elektrogospodarstvom nas prepričujejo, da s tem dosegajo možnost zagotavljanja elektrike tudi v primeru raznih težav za te dve dolini. Najbrž se to da narediti tako, kot je prav. Bomo videli čez pol leta. Namreč ponekod imamo zelo slabe izkušnje s tem, kako gradbeniki za sabo pospravijo. Pa se da.
Ja, seveda, določeni objekti so lahko v gorskem okolju kot trajen spomenik nekih slabih človeških neumnosti. Ne? Čisto tako. Pa gremo zdaj nazaj v leto 1912. Ne? Če je bil, namreč zgodovina se očitno ponavlja, kolo je okroglo zgodovinsko in se vrti. Ne? Če je bil Jakob Aljaž tako daljnosežen v svojih gradbenih projektih, je pritiskal zavoro pa pri alpinističnem razvoju. In leta 1912 v župnijski kroniki celo napisal, da bo pod steno nabil tablo z napisom: plezanje čez Triglavsko severno steno je pod smrtno kaznijo prepovedano. Nemci so po prelomu stoletja na plezalce že gledali kot na sestavni del normalnega razvoja planinstva, Slovenci pa so alpinistično zaostajali, ga potiskali v zadje in ga jemali kot šport samomorilcev. Prva oblika organiziranega alpinizma na Slovenskem je vzkliknjena z Drenovci, odnos planincev do plezalcev pa najbolj slikovito prikaže zapis iz planinskega vestnika Pavla Kunavrja o 20. avgustu 1911, ko so preplezali slovensko smer v Triglav, na Kredarici pa dobili hladen tuš. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Ja, trije Drenovci so se takrat odločili preplezati kot prvi brez vodnika to slovensko smer in jim je tudi uspelo. Pridejo na Kredarico in noter je bilo eno veselo omizje, ljubljanska gospoda se je tam gostila s kranjskimi klobasami in pohvalili so se, da so prvi Slovenci brez vodnika, ki so to uspeli, in ustal je glavni v tej družbi, dr. Ivan Tavčar, pisatelj in ljubljanski župan, in je rekel: ali bi vas kloftal. Vse on je bil tudi navdušen planinec. Tistega dne je šel njegov sin na Triglav, seveda v spremstvu gorskega vodnika. Ampak Pavel Kunaver je potem to šele leta zatem opisal, ta dogodek, je rekel, tak je bil pač odnos Slovencev do alpinizma in našega vodstva SPD-ja samega. Že od samega začetka so naši pač poudarjali, da se bojo šli gojiti samo to normalno turistiko, kot se je imenovalo planinstvo, in da ne bojo rinili stran iz označenih poti in pač zavetje bojo iskali v kočah. Tako da tudi samo razkritje, kdo je bila ta oseba, ki je grozila, da jih bo skloftala, je pa potem šele v svoji knjigi na stara leta zapisal, ko Tavčar je davno ni bilo več. Tako je pač bilo takrat, ja. To rekli, ne se Nemci kar pobijajo, naši se ne bojo. Aljaž je to zapisal res, pod smrtno kaznijo bo, ja, kaj zdaj, če bo nekdo plezal, ker je samo morilc, ga bomo pa pol dal, ne vem kaj. In je vprašal celo Frišofa za mnenje, kako naj prepreči mladini, da ne pleza. Seveda, tega se ne da, ampak Frišof mu je svetoval enostavno, da ne tam, kjer je plezalna smer se začne, da ne da zabite take dolge železne štange noter in rdečo črto, da je tam prepovedano plezanje. Ja. Ampak to je tudi Aljaž vedel, da bojo kvečo še balerina tam čez. Ja. Ampak zanimivo, ko omenjaš, da so se mastili Ljubljančani s kranjskimi klobasami. Jaz se spomnim na alpinističnem odseku v Kamniku, je še zdaj tabla visi, kjer piše Ljubljana, pa je prečrtano gor. Tako da ta neka trenja med Ljubljančani in ostalo sfero je bila očitno prisotna povsod. In je cela Slovenija. Ja. Cela Slovenija, ja. Seveda, če pogledamo današnji vrhunski alpinizem, in ga analiziramo, se zdi kar malo ogrožen, vse skupaj. In sicer predvsem zaradi tega, ker mladina bi rada počela vse. Pogrešamo pa tiste ta prave zavzete alpiniste, ki bi res hodili srcem in dušo v hribe in samo plezali. Žal smo prišli celo tako daleč, da pri izborih, kdo bo šel na katerega v tabor v organizaciji Komisije za alpinizem, nam grozijo celo z odvetniškimi pamfleti. Po drugi strani pa imamo občutek, da je v gorah vedno več obiskovalcev. In tu drži, gore so zasličene. Jože, kakšno je tvoje mnenje glede tega množičnega obiskovanja gora? Se ti zdi prav, da se v posameznih dolinah zaračunava parkiranje? In ali bi omejil dnevni obisk na posamezne zelo obiskane točke? Tako kot recimo imamo primer tujina, Dolomiti, Tričine. Ja, tak primer je tudi Mont Blanc, recimo. Ko sem hodil po ameriških narodnih parkih, to ni bilo težko narediti, ker je to tam nekje
proč od vseh naselij, ker je samo nekaj vhodov in tam se ljudem zdi tudi normalno, da nekaj za to plačajo, ker je treba pač parke vzdrževati. Naš Triglavski narodni park je tako prepreden z naselji, z ljudmi, z vsem mogočim, da to preprosto ni izvedljivo. Čeprav osebno ne bi imel temu nič proti. Nimam tudi nič proti, kadar plačam cesto na Mangart, zato ker se uredi, se ne bi propadla. Kaj tukaj lahko storimo? Jaz mislim, da lahko največ storimo s tem, da skušamo ljudem pokazati, da so lepe stvari tudi drugod. Kdor ni recimo hodil skozi Kočevski gozd in ni videl tistih 2 čudovitih smrek, kraljice Roga in črno, v glavnem ene ogromne jelke, tisti ni spoznal Kočevskega Roga in ga je vredno videti. In takih ciljev, ki so zanimivi za planince, je v Sloveniji ogromno. Treba je samo nekako ljudi motivirati, da grejo še kam drugam in da ta Triglav ni edino, kar je vredno in vsako leto enkrat iti na Triglav naj ne bi bil cilj Slovenca. Seveda me tudi jaz rad gor. Ampak takrat, ko je malo manj ljudi, ker v avgustu se je letos dogajalo, da so hodili gor 3 ure. In to nima nobenega smisla. Še posebej se to dogaja zato, ker se zdaj vsi samo varujejo in gor hodijo tudi ljudje, ki drugače ne bi šli gor. Pa ni s tem nič narobe, edino mene takrat tam gor pač ne bodo videli, ker so tudi drugi deli leta, ko pa je Triglav lep in manj obiskan. Skratka, nekaj moramo narediti na tem, da razpršimo ta obisk. In v tem smislu mislim, da smo že aktivni, društva se trudijo, da imajo izlete tudi kam drugam, ne na Triglav. Mimogrede, spomladi bomo dali kot Planinska zveza poseben apel društvom, pravzaprav smo že začeli z njim, da naj drugo leto organizirajo izlete na Koroško in Savinjsko. Zakaj? Zato, da bi tem ljudem, ki jim je voda odnesla marsikaj, med drugim tudi marsikaj, kar je vezano na turizem, in v teh dolinah se živi precejšnji mer turizma, da bi jim ponudili možnost, da ljudje spoznajo ta konc in seveda čisto ekonomsko, da dobijo te predeli goste. Tako da množičnost je problem, ampak je omejena na določene točke, tega ne moramo prepovedati, zelo težko je omejiti. Jaz sem pristaš v tem primeru bolj mehkih pristopov. To, da se pa plačuje parkiranje, je pa na nek način po moje razumljivo, ker je treba parkirišča čistiti, vzdrževati, tam mora biti tudi sanitarije. Še bolj si pa želim, da bi ljudje štartali, kot rečeno, iz doline. Pričemer imamo pa velike težave, ker so mnoge ceste, so danes asfaltirane, po asfaltu hoditi je muka. Preložiti markirane poti z cest na vzporedne kolovozne in podobno je pa težko, ker rabiš soglasja lastnikov. Tukaj se pa srečujemo včasih z ljudmi, ki nimajo razumevanja za to. Dobimo soglasje 10 lastnikov, ne pa 11 in s tem stvar pade v vodo. Tukaj nas čaka še veliko dela, ampak mislim, da se tudi z mehkimi pristopi in zgojo da marsikaj dosežeti. Hvala. Omenil si že Klodviga Čado prej, in sicer ki je izstopal z alpinističnimi smermi že pred Prvo svetovno vojno, preplezal jih je večinoma sam, nekaj izjemnih drznih celo v sestopu. Njegova prva samostojna ponovitev nemške smeri leta 1911 v steni, ki jo je pri 19 letih persoliral v slabih 5 urah, je bila za takratne razmere dejanje brez primere. Ljubljanski alpinist Čada je zagotovo spadal med najboljše svojega časa, čeprav ga je zgodovina zamolčala. Kaj ga je delalo tako izjemnega? Jaz sem ga poimenoval Superman iz Ljubljane, ker to je bilo prav neverjetno. Ne? Ta človek je bil ne samo odličen študent, nadarjen popisovalec, podpisal, alpinist, bil je stranski športnik in o njem nismo nič vedeli, ker je enostavno zginil. Ne? Avstro-Ogrska je razpadla, on je pa padel par mesecev pred koncem Prve svetovne vojne. Bil je doma v Ljubljani
Njegov oče je bil glavni knjigovodja kranjske hranilnice, tako imenovane Krajniše Šparkase, to je imela prostora v tisti palači za zadnjo stranjo parlamenta. In se je seveda kot tak javni službenec strogo moral opredeljevati kot nemški. In tudi seveda sin se je tako opredeljeval, čeprav je bil v bistvu na 3/4 Slovenc, rasel je na Ljubljanskih ulicah, obiskoval gimnazijo in potem je šel skupaj s svojimi sosedi študirati, z nekaterimi na Dunaj, kjer je študiral gradbeništvo. Opravil je nekaj zelo odmevnih alpinističnih vzponov in Čadove smeri so še danes znane med alpinisti, tako v Julijcih kot v Kamniško-Savinjskih Alpah. Nismo pa vedeli, kako je to potekalo. No, jaz sem dobil iz akademskega alpinističnega kluba na Dunaju spisek njegovih vzponov, ampak to je bilo več ali manj vse. Glavno se je odkrilo potem, kar je bilo veliko naključje, ko sem srečal se z njegovimi sorodniki. To je bila ena taka fantastična zgodba. Namreč na Ljubljanskih Žalah je njegov oče pokopan in sem videl, da je poleg njega še ena Elza Čada, ki je bila, kot sem videl, sestra od Klodvika, se je poročila troha. In jaz sem mu eno prijateljico na Facebooku od 500 troh, ki so me dal v Sloveniji, s tem priimkom. In ona je rekla, ko sem jo vprašal, če kaj ve o tem, je rekla, ja, ona je bila moja prababica. No in potem smo navezali stike najprej z enim 90-letnim profesorjem v Celovcu. On je imel slike in jih je poslal, tako da smo videli, kako je izgledal ta fant. Bilo je nekaj atraktivnih, tudi noter, je na konju slikan, je slikan v pilotski uniformi, ko skače z mosta v reko. Tam obstajajo časopisni izrezki, kako je on na Dunaju, ko je bil daleč od gora takrat. V prostem času je bil član četverca veslaškega in to uspešnega, so pobirali medalje. In ko mu je bilo dolg čas, je šel solo plavati in v časopisu je naveden kot zmagovalec hitrostnega plavanja na 50 metrov. Ampak ja, pri 19 letih je presuliral to nemško smer, kar je bil takrat res velik podvig. Potem se je pa začela prva svetovna vojna in on se je javil kot prostovoljec na fronto. Postavili so ga za nekega podporočnika pri topništvu, kar je bilo verjetno zanj, ker je statična enota dolg čas in je potem se je izobrazil za opazovalca topniškega ognja iz balona. To so imeli na takaj zajli, so dvignili balon gor in je potem z daljnogledom usmerjal ogenj. Ampak tudi to ni bilo v redu in je šel potem v letalstvo. In v tisti leteči škatli je potem letel in je tam v Romuniji, to je bila ruska fronta, je mu očitno odpovedal tisti motor in je v nekih drevesnih krošnjah pristal. Poškodoval se ni, ampak je padel v vojno ujetništvo, ker je bil 1 leto in pol. No in tam se je pokazalo, da je bil tudi odličen risar, ker so se potem v tem družinskem arhivu najdli tudi odlične risbe, tiste objektov tam, kjer je bil zaprt, neke cerkve in tako naprej. Pride nazaj, ko Rusi izstopijo iz prve svetovne vojne, pride domov in je rekel, nikoli nisem se družil s temi oficirji, ker so v glavnem samo pijančevali v svojem prostem času. On je študiral, ker manjko mu je samo še 1 semester do državnega izpita, da bi končal. In ko pride domov, zaprosi, če mu dajo po 4 letih, se pravi skupaj, kar je preživel pri vojakih in se pravi na fronti in v ujetništvu, čas samo, da tisti izpit naredi in da gre potem nazaj. In so mu odbili in so ga poslali v neke rezervne enote, ampak on je rekel, ne, tja pa ne bom šel, grem na fronto k svojim. Takrat so bili naši že na Pjavi in potem pride par mesecev pred koncem vojne na Pjavo, letita s kolegom v dvosedu in ju zadane tam na drugi strani, na italijanski strani reke, sovražni ogenj. Avion je poškodovan, uspeta ga navigirati na njihovo stran reke, ampak
Padac je bil tak trd, to je bil zasilnen pristank, podvoze se je razlomil, avion se je obrnil okoli. Izkoplje se ven njegov tovariš, medtem ko on, ko se je še izjavil, da nič nama ni, a ne? In ko se je ven kubacal, je iz nogo zadev tisti mitraljez in se je sprožil vanga, ne. Zdaj to vemo na podlagi pisma, ki ga je njegov oficir potem poslal družini, a ne, kjer je razložil, kako je pač njegov konc bil. In so tovariši so mu postavili potem grob, to je tam pod Furlanskimi Dolomiti, kjer je bila fronta, tam na pokopališče so ga poslali in mu dali še ta razlomljen propeler na grob na mest križa in tudi ta posnetek imamo. Hkrati se je pa v Gradcu najdlo še pri enemu sorodniku pa 6 plezalnih dnevnikov, kjer je opisal svoje vzpone in med drugim tudi znameniti vzpon pravzaprav v sestop po severni steni Kočne, za katerega smo vedeli, ampak nišče ne vedel, kje je potekal in ga je tudi urisal v karto noter, tako da tudi to zdaj vemo vse, kje je potekal. Okay. Drage obiskovalke in obiskovalci, vse te zgodbe lahko tudi slišite v podcastih Planinske zveze Slovenije, ki skupaj z avtorjem oziroma vodjem Mihom Habjanom v Steni ste lepo vabljeni poslušanju tudi ostalih zanimivih gostov. Zdaj pa, Jože, nekje sem te povezal kot z vizionarjem, tako kot z Jakobom Aljažem. In sicer slovenska turno-kolesarska pot. In veš, na kaj sem naletel? Leta 2017 si imel intervju na verigi in tam so te poimenovali tako. Ata Smrk turnega kolesarstva, včasih notranji sovražnik med planinci, ali pa naš gorsko-kolesarski agent infiltriran v planinsko organizacijo. Zelo zanimiv. In potem je sledilo vprašanje, ali bi si s poleni, ki si jih v času delovanja KTK Komisije za turno kolesarstvo prejel se strani posameznikov, tako znotraj PZS, kot tudi izven nje, lahko ogreval hišo celo zimo. Kako je bilo s tem? Torej, vse skupaj se je začel čist drugače. Začel se je tako, da moj sin pač ni prav rad hodil v hribe, je hodil pač, pa ne, da bi ga silil, ampak ni mu prav dišal. Potem je pa dobil kekca, ne. To je otroško kolo, ki ima zelo ugodno prestavno razmerje, ne. In je ugotovil, da se pravzaprav midva lahko v hrib čist fajn pelava. Celo njemu je šlo včasih boljše, ravno zaradi tega otroškega prestavnega razmerja, zaljubil se je v kolo in potem so začela se voziti z gorskimi kolesi. In to je bilo fajn. Nekaj let sva to počela, pol me je prerasel seveda in dobil drugo družno in počel s kolesom stvari, za katere njegovi mami nisva povedala, ne. Jaz sem se pa zaljubil v ta šport, ne. In potem, ko smo hodili s kolegi, to smo počeli, ne, sem opazil nekaj, da v začetku smo bili ljudem zanimivi, ja. Potem smo pa nekaterim začeli iti počasi na živce, ker nas je bilo pač že malo več, a ne. In enostavno sem ugotovil, da smo bili začetka fajn fantje, potem smo pa postali nekako odveč. Ne bodi ga treba. In potem smo se na Planinski zvezi, nekaj nas je bilo takih, pol jih je bilo celo iz vrst markacistov, ki skrbijo za pota, mi pa ne bi jih grozno uničevali, ne. Potem smo ugotovili, da je treba nekaj narediti. Ker ko bo ta stvar postala množična, danes je po anketah vsaj tretjina planincev hkrati tudi kolesarjev, ne. Ko bo ta stvar postala množična, smo vedeli, da utegnejo biti pa resni problemi. In zato smo ustanovili komisijo za turno kolesarstvo, smo začeli šolati vodnike, smo začeli delati na tem, recimo temu neke vrste preventivi v smislu ohranjanja narave in pravilnega odnosa do teh stvari. In mnogim to ni bilo všeč, no. In zato je bilo tudi nekaj polen, ampak leta 2007 je bila ta dejavnost sprejeta med dejavnosti Planinske zveze na skupščini v Ilirski Bistrici in počasi so se stvari začele urejati. Malo smo se mi navadili obnašati v hribih, namreč
upoštevati morate, da mnogim ljudem je bil to prvi šport v hribih. Tisti pravi hribovci, s temi ni bilo težav, ker so vedeli, kako se treba v hribih obnašati. Medtem ko mnogi novi so bili pač včasih malo besni in tako naprej. In, zato je bilo treba ustvariti neko klimo. In danes je ta klima v glavnem dobra, so pa še določeni ekscesi, predvsem v okolici velikih mest. No in od to ta polena in dvojna vloga ali kakorkoli. Dejstvo je, da je danes to drugače in da je to sprejeto. Da je bila podobna, kot je bila pri alpinizmu. Od začetka veliko nerazumevanja, potem se pa to nekako sprejelo in velja tisto, kar je moj kolega rekel in kar je zelo star rek. Za dva pametna je vsaka pot dovolj široka in če se ljudje znajo vesti v hribih, potem ni težav. Zanimanje vzbudi tudi poglavje o gorskem vodniku Janezu Koširju. Prvem Slovencu, ki je dokumentirano že leta 1908 preplezal nemško smer v severni steni Triglava v spremstvu znanih avstrijskih alpinistov Franca Zimmerja in Gustava Jana. Odločilni dokaz o vzponu je vpis v Koširjevi vodniški knjižici, za katero se dolgo ni vedelo, pa vendar njegov vzpon v steni še danes ostaja bolj kot ne zamolčan. Janez Košir je bil takrat, mislim, še ni bil niti 20 let, ampak je bil že oblastveno potrjen gorski vodnik. Zgodilo se je ena od nesreč v severni steni Triglava, neki alpinist Wagner se je pač tam ubil. Iskali so ga že naši, ampak niso bili usposobljeni, zato so seveda, kot ponovadi v tistem času, zaprosili za pomoč z Dunaja, no, in ta dva alpinista sta med drugim prišla, Zimmer Jan, in sta šla takrat splezati nemško smer, če bi ga našla. Hkrati sta pa povabila tega Koširja, če se jima pridruži. Oni so plezali nenavezani pač en za drugim, tako da Košir je nekako vodenje, ampak je pa sam splezal. In to sta mu potem v vodniško knjižico tudi opisala. Ta knjižica je zdaj v Planinskem muzeju deponirana. Zakaj je ostal neopažen? V tem se je pravzaprav spraševal že dr. Stanko Klinar, ki smo ga letos žal pokopali. Je napisal tudi članek v Planinskem vestniku in še za njihov zbornik. Enostavno je bil takrat spregledan in pozabljen in to se potem ni prenašalo naprej. Ampak to je bilo že leta 1908, se pravi samo 2 leti po prvem vzponu po nemški smeri, prva prava zaresna alpinistična smer. Kako je do tega prišlo, pravzaprav so neke bile potem male intrige. Namreč Janeza Koširja so leta 1943 ubili terenci. On je bil, tako kot mnogi od tistih vodnikov, navdušen lovec in je pač med vojno tudi vodil nemške oficirje na lov. In je bil seveda potencialno potem kaj sumljiv. Ampak tega, v smislu tega priznanja alpinističnega dosežka seveda sploh ne moremo enačiti, kajti leta 1908 ni bilo ne komunistov, ne nacistov. Tako da to je pač njegov žalostni konc bil. Je bil pa spregledan in vsekakor bi ga morali bolj pravilno umestiti morda v ta začetek našega alpinizma. Sej mi imamo že prej tega lovca Brginca, in tisto smer, ki je potekala nekje levo od slovenske, vendar tudi tukaj razlagajo vsi te od Klinarja do ne vem koga, pač da to je bila gonjaška smer. On je kot lovski gonič, Gan se pač podil in verjetno so že pred njim tudi to velikokrat šli, tako kot so šli čez vse te prehode, ki so večinoma postali potem tudi neki zavarovani, če vzamemo Prag ali pa Bambergovo pot čez Plamenice, čez Krnjavčeve police in tako naprej. To so bili pač prehodi, ki so jih lovci že poznali od nekdaj. Zdaj imam pa zate en test, da vidim, če bo znal povezati. In sicer sem bral knjigo, sem dobil eno prispodobo, sicer na kasnejši čas, in sicer Toni Kurz, 1936, Eiger, 4 dni. Veš, zakaj se gre, verjete, ne? Ne vem, Ja, in v tvoji knjigi bi to povezal s kom? Ja, Prekletstvo Lasove vrvi. Ja, točno tako. Ja.
To je bil en zanimiv dogodek. Ja, naši so potem začeli po prvi svetovni vojni loviti ta stik. A ne? In bila sta dva alpinista, mislim Pleichinger in Las, ki sta plezala to nemško smer. In potem že čist pod vrhom, pod robom stene, ki sta bila, se je nekaj vreme spremenilo in sta potem bila malo navzkriž, a bi šla naprej, a bosta bivakirala. No, Pleichinger Las je rekel, da je splezati. In je zaplezal in je umahnil in je potegnil seveda soplezalca z vrvjo vred dol. In tista vrv se je ujela za nek skalni rogljiček, tako da ta, ki je preživel, Pleichinger je umahnil par metrov, je imel neke rebra polomljena, seveda on je pa umahnil cel raztežaj in je bil pa res poškodovan, je tam na eni skalni polici potem obvisel, ga je držala tista vrv in je po 2 urah umrl. No, reševalci so kasneje truplo potegnili ven, ampak odrezali so tisto vrv in ta vrv je potem še 20-30 let visela gor. In ko so kasnejši alpinisti naši ponavljali to smer, so nekako prišli na to, da so odrezali kakšen polmetrski konc in si jo shranili za spomin. In so jo odnesli v dolino. In tako prijeta dva naša, Topolovec in Deređi, gor odrežeta dva konca te vrvi, jo shranita v nahrbnik, ta prvi Topolovec zapleza in umahne takoj dol in se ubije. Soplezalec se reši in napiše pretresljiv članek v Planinski vestnik, kako je izgubil tovariša in ali pojdem kdaj za njim. In res, čez par let se tudi on ubije. No in minejo še leta, se ubije takrat zelo znani alpinist Sandi Vizjak. 4000 ljudi je prišlo takrat v Ljubljani na njegov pogreb, kar je neverjetno še za današnji čas. In takrat nek novinar spoha eno raco in napiše, a je to prekletstvo te Lasove vrvi, kajti vsi ti alpinisti naši, ki naj bi se pobili, so menda si odrezali ta konc vrvi za spomin. In tudi Marko Debelakova je tudi napisala, da je imela ta konca. Je imela na srečo, ampak sta jo preživela. In ta novinar razplete to raco, da je neko prekletstvo in kako se dogovarjajo tisti, ki so še preživeli, da bojo šli gor in te ostanke vrvi bojo skurili, da bojo to prekletstvo nekako izničili. To je bila čista neresnost. Hkrati govori, da tisti čas je bil že čist drugačen. Recimo Sandi Vizjak ni bil več samo morilc, ampak je bil takrat zvezda alpinistična in je prišlo toliko ljudi na ta pogreb. Ampak, da se navežem na to vrv, jaz se spomnim tam nekje v 80-ih letih kot mulc, ko smo šli na Triglav in smo zvečer z avtobusom takrat do vrata, pa potem prespali pa naslednji dan gor, da je nek možakar pravil tam, kako je nekoč en alpinist se obol in je potem 5 dni gor biglal na tisti vrvi in upil, da nisem mogel v koči spati. Skratka, čisti nesmisel, ampak to zgodbo sem si zapomnil in sem na njo naletel. Pisal sem Neli v Planinski muzej, namreč spomnil sem se tiste znane vrvi, ki je prvi, ki so Vimper, ki je osvojil Matterhorn in ko so se spuščali, se je tudi vrv trgal, so padali spodnji dol in je bila potem polemika celo pred sodiščem, ali je bila vrv prerezana ali ne. No in tista vrv, ki je bila potem kot dokazni material še danes v Planinskem muzeju pred njih. No in Neli mi je odpisala, ne boš verjel, ampak imam te dva konca vrvi. V Slovenskem planinskem muzeju. Noter v nekem depoju, noter sta bila. In kako je to prišlo do, ne vem, kako je prišlo do Uroša Župančiča, on je bil znani alpinist in je bil tudi zbiralec teh stvari. In ko je on umrl, je potem Martin Šular poskrbel, da je šlo to njegov muzej, in tudi tam so najdali. Ja. Primerjava, ker ta mit je bil še trdoživ, ko se navežemo na ta Aigar, Toni Kurz, bigla na tisti vrvi, tista znamenita slika, ko ga skušajo skozi tunel tiste žičance v Aigarju rešiti, ampak zamudijo. In ko Jože Čop in Pavla preplezata leta 1945 Čopov steber,
je obsežen članek noter o tem dejanju, ampak ta, ki ga je pisal, tedanji urednik, je napisal noter, kako Pavla razmišlja, ali naj jo čaka, ko je obvisela pod prvisom, ne, ko je jo že zadržal, pa ni mogla izplezati, ali naj jo čaka ista usoda kot Lasa, ki je biglov na vrvi. Na vrvi, ne. To je to, on pogreje ta mit. Ta mit spet, ne. In da mogoče dvom, da takrat, da Pavla zaradi tega strahu ni hotela zanimati, ne, da se je mogel kasneje potegniti, pač vemo, kako je bilo, ampak mit se je ohranil, ne, miti so zelo trdoživi, ne, to je kot plevel, ne, bolj ga potavčaš, Bolj prehaja nazaj. raste. No, o tem si tudi pisal lansko leto. Pa veš, kje počiva Las? Ja, v Mojstrani, oziroma Mojstrani, nad Dovjem. Je noter je tudi njegov spomenik. Ja, Zmeraj je tako je. ohranjen lepo, ja. Tako, zanj sem bil tam, zato Ja. pravim. No, o tem si pisal tudi lansko leto v Planinskem vestniku, kjer redno objavljaš kot sodelavec uredništva. Planinski vestnik izhaja od leta 1895, ena najstarejših revij na Slovenskem, tako da priporočam branje z zanimivimi in dobrimi prispevki in članki. Najstarejši, Vsem, ki še vedno izhaja. ki še vedno izhaja, ja. jasno. Drži. Medtem ko to zgodbo v Toniju Kurcu Eiger pa v Beli pajek Heinricha Harrerja si lahko preberete, mislim, da imajo tudi tukaj v knjižnici. Tako da se da, je zanimivo branje. Ker se približujemo včasih tudi koncu, se bomo še navezali na konec kranjske sekcije, pa nov začetek slovenskega planinskega društva. Na kratko, če to povzameš. Ja, konc kranjske sekcije je bil pač radikalen, kot je bil razpad same Avstro-Ogrske, a ne. To klet so gradili, ne, zadnji, bom rekel, zadnji projekt gradbeni, največji je bil to današnji dom Planika, ne. Takrat Koča Marija Teresija, še zmeraj v istih gabaritih, ne, jo že nič ne moramo popravljati, so kamnite stene, ne moreš nič delati noter, ne, še zmeraj je taka, sam z lesen se je ubil noter. In takrat je leta 1911 je bila postavljena in potem je prva vojna prišla, tako da skoraj nov objekt smo potem dobili. Zadnja pot, ki so jo naredili, je bila pa Bambergova, torej čez Plemenice, ne, poimenovana po prvem predsedniku kranjske sekcije in on je sicer rekel, namaz, da bi jo pomen, ko je preizkusil, je rekel, bi mogel reči, da je pač pot za samomorilce. Ko Avstro-Ogrska razpade, enostavno postanejo vsi državljani opredeljeni kot Nemci, pač pripadniki sovražnega naroda in večinoma se zelo hitro izselijo v Nemčijo oziroma v Avstrijo, se pravi tudi Slovenci, ki so se opredelili in ki so bili v javnih službah, so vsi službe izgubili in tudi ponovadi večino premoženja noter, tako da koče so nam takrat pripadle in smo jih dobili. Čeprav so Slovenci, kakor se to lepo sliši, smo bili takrat verjetno v najslabšem položaju, ne. Kajti končno se znebimo, bom rekel, nemške nadvlade, ampak po drugi strani nam pa Rapalska meja vzame tretjino celotnega slovenskega ozemlja in potem zgubimo še tisti nesrečni plebiscit na Koroškem in še brez Koroške ostanejo, ne, tako da smo bili dejansko tista neka bistvo oškrtnjena Slovenija noter, ne, tako da samo planinstvo seveda se je potem razvijalo. V Jugoslaviji postane Slovensko planinsko društvo vodilno, vsi se učijo, potem od njega prevzamejo tudi to Knafelčevo markacijo, a ne, tako da v tem smislu je bilo to. Hkrati je pa seveda zgubilo slovensko planinstvo največji gonilo, ki ga je imelo, se pravi ta nacionalni boj za hribe z Nemci, ker enkrat tega ni bilo in potem nekako niso najdli več tistega pravega cilja in so se začeli malo ukvarjati, bom rekel, s hotelirstvom in gostilništvom, kot so jim mladi takrat skalaši predvsem učitelj, a ne, sam ne vem, hotel Sveti Janez, pa potem hotel Zlatorog, pa dom na Krvavcu, smučarski, a ne, se pravi, so bolj tržili te zadeve. No in takrat se je pojavil tudi Tuma, katerega so se skalaši oprijeli in da leta 1931 je prišlo do tako imenovane menjave generacij, ko se je stara garnitura pač morala umakniti mladim, enostavno so jih preglasovali, dobili volitve in takrat je alpinizem končno prišel tudi v spredje, tudi v Planinskem vestniku se začne poudarjati njegov pomen, no in dejansko je
šele takrat je začela potem naš alpinizem loviti ta 20-letni zaostanek za nemškim evropskim alpinizmom, da nas je pripeljalo do tega, kjer je danes. Ja, očitno menjave generacij so ključne. Jaz sam tudi zase večkrat rečem, upam, da ne vem tako do pogreba leži na planinskem društvu. Ne, tako. Pa če si še pogledamo malo statistike Planinske zveze Slovenije, 293 planinskih društev, klubov včlanjenih v Planinsko zvezo. Preko 65,000 članov. 10,097 km planinskih poti, 2,000 km turno-kolesarskih poti, 178 planinskih koč, zavetišč, bivakov, 884 registriranih markacistov Planinske zveze Slovenije, 100 let Knafelčeve markacije, 130 let planinske organizacije, preko 10,000 strokovnih kadrov različnih profilov. Več obiskovalcev pomeni tudi več nesreč v gorah. Veš kam? Kje te še hočem namučiti? To je tisto tipično vprašanje, vsakič, ko kaj objavimo, ja, zakaj jim pa ne zaračunate, ne? Vsako leto je pa slišati te predloge, da bi bilo smiselno razmišljati o plačljivem reševanju, o primerih malomarnosti ali o posebnem zavarovanju. Ma stališče Planinske zveze je kakšno do tega problema, do tega vprašanja, ker vprašanje se pojavlja. Torej, nekega dokončnega stališča mislim, da še nimamo, ker je treba razmišljati širše. Ja, dosti je neodgovornosti. Po drugi strani se pa reševalci na nek način bojijo, da bi ljudje, ki ne bi bili zavarovani, se bali poklicati, češ da bojo plačali in da zato ne bi pravčas klicali in bi lahko prišlo zaradi tega tudi do nesreč. Ampak kakorkoli obračam, to je moje razmišljanje, povsod v zahodni Evropi se to plača. In ljudje se zavarujejo in potem ni nobenih problemov več. In tudi tujci, ki prihajajo k nam, so večinoma zavarovani, mi jim ne zaračunamo, ker pač ne moramo imeti za njih drugačnih pravil kot za nas. Najbrž bo do tega prišlo in jaz mislim, da je tudi prav, da pride. In planinska organizacija že zdaj skrbi za to, da smo zavarovani v tujini, torej ni razloga, da ne bi tudi v tem primeru to vključil našo planinsko članarino. In ker nas je ogromno, tudi ta zavarovalnina ne bi bila tako grozna. Morda bi pa le malce prispevala k razmišljanju, k treznemu odločitvam, preden gremo v gore. Danes me je novinarka na televiziji vprašala, kaj narediti, da bi bilo manj nesreč in predvsem zdaj v zimskem času, kako se lotiti ture. In jaz sem začel s tem, da sem rekel, tura se ne začne tisti dan, ko gremo v goro, ampak se začne en dan prej. Ko preberemo planinske vodnike, ko vzamemo zemljevid, ko pripravimo opremo in to tisto, ki jo predvidevamo, da bomo rabili na tej turi in seveda jo moramo znati uporabljati. Če se tako lotimo, potem je to že precejšnja garancija, da bo vse v redu. Seveda moramo imeti tudi osnovno znanje. Tukaj se na Planinski zvezi zelo trudimo, da bi to znanje širili in dokaz, da je znanje potrebno, je najboljši ta, da na organiziranih turah Planinske zveze Slovenije, ki jih vodijo naši prostovoljni vodniki, nesreč praktično ni. Kar pomeni, da se da nekaj doseči, da bi bilo nesreč tudi manj, ker naš cilj z zavarovanjem seveda ni preprečiti nesreče. Naš cilj je, da bi nekako na en znosen način stvari uredili. Želimo si pa preprečiti nesreče z eno primerno preventivo in tukaj do neke mere uspevamo. Treba je pa upoštevati, da je pač planincev organiziranih recimo 53,000, do teh nekako imamo metode, da sežemo. Težko je doseči tiste ostale. Poleg tega pa polovica nesreč so itak tujci. Pa to niso tisti orang hribovci, izkušeni. Tisti, ki prihajajo k nam iz hribovskih vrst, s temi sploh ni problema. To so stari mački, ki so doma že vse prehudili in grejo še ven. Problem so turisti, kot bi danes rekli, z Mercatorjevo vrečko, ki grejo čez Komarčo. Komarča ni za take. In to je tisto, kar se dogaja. Tako da
Glede tega se moramo še zediniti, ampak Planinska zveza bo verjetno, če bodo postavljeni primerni okviri, tudi glede na ostale športne panoge in podobno, kjer tudi prihaja do nesreč, bo verjetno v tem primeru pristala na to, da gremo na zavarovanje. Bom rekel iz tvojih ust v božja ušesa, ne, tako kot prav. Zgodovinske knjige so lahko napisane literarno odlično, lahko pa so sila dolgočasne. Ni vsakemu zgodovinarju dan talent zanimive naracije, čeprav je sicer samo delo strokovno neoporečno, natančno in verodostojno. Škodičeva pripoved teče kar sama od sebe. Teme so predstavljene jasno in jedrnato v lepem jeziku, izredno spretno vstavlja v besedilu originalne citate, jih takoj komentira, bodisi da pohvali ali graja. Dar za pisanje mu poleg zanimanja za zgodovino odpira velike možnosti, da nas bo še v prihodnje razveselil s kakšnim tovrstnim delom. To so besede urednika Andreje Mašera. Čisto na kratko, pripravljaš že drug projekt? Imaš material za drugo knjigo? Tale knjiga je šla zaradi tega človeka leta 2006. Urednika Planinskega vestnika, ki me je spodbudil k pisanju, zaradi tega, ker delam predolge članke. No in takrat sem je napisal. In ko sem videl, da je lahko napišem, pa seveda vse težave in tako naprej povezane s tem, sem rekel, to je moja zadnja knjiga. Ne. Tako da pred drugi sem rekel, da je bila tudi moja zadnja in vse naslednje so bile moje zadnje. Tako da Ni zadnja. Kjera bo res, ne komentiram več. Dobar, hvala lepa. Za konc sta pa Jože in Dušan še za vaše vprašanja na voljo, tako da, če imate karkoli, lahko lepo vprašate, drugače pa mislim, da se boš Dušan z veseljem podpisal v knjigo, ki so tudi na voljo pri naši Barbari na začetku. Omenil ste Rapalsko mejo. Travnik iz Kamanka. Omenil ste Rapalsko mejo. Leta je šla 6 metrov zahodno in pod vrhom Triglava. Pa me zanima, kakšen dogovor je bil takrat, da je ta meja na tem mestu bila postavljena, pa je za naslednjih 1000 let. Moja prejšnja knjiga je govorila o meja na razvodnici, prav o tej Rapalski meji, ki smo jo raziskovali pravzaprav v okviru zgodovinskega društva Rapalska meja. Natančno je bilo sicer 2,55 metra od Aljaževega stolpa je šla meja, to so nam pač pustili, to so si naši izpogajali. Prvotna ideja Rapalske meje je bila seveda, da potekam na razvodnici med Črnim in Jadranskim morjem. Vendar v primeru Triglava se je ta razvodnica neugodno premaknila, bom rekel, proti Italijanom. Ne? In oni so si zelo prizadevali, da bi vse te vzvišene sile dobili, ker bi jih potem tudi utrdili. Recimo, to je bil primer Snežnika, ne? Pa Porezna. Ne? In tudi s Triglavom bi potem tako naredili. Ampak tukaj se je zadeva zapletla potem, ker Slovenci pa le nismo hoteli dati kar tega Triglava iz rok. Nadstopila je celo Orjuna, to je bila radikalna organizacija takrat in so sklicali neko hitro oboroževanje in so šli braniti Triglav. In se takrat 2 dni in 3 noči so bili gori s puškami na vrhu Triglava. Medtem ko so Italijani prišli tam na območje, bom rekel, tiste barake Morbene, za tisti dan je bilo pa pravzaprav napovedan shod Italijanov kot neki masovni pohod, oglaševan v Julijski krajini, da naj grejo na Monte Tricorno, ki je najvišja, pač njihove ime za Triglav, najvišja točka njihove vzhodne meje. No in naši so rekli, da jim bojo to preprečili, naj le pridejo gor in bojo še enkrat doživeli tisti svoj Kobarid. No in potem ni prišlo do tega, bilo pa je nekaj streljanja, se streljalo z vrha dol pa uni gor, ampak se je taka razdalja, da je bilo bolj kot ne samo pokanje. 2 leti je trajalo, da se je pravzaprav dokončno meja potem
gor vzpostavila na samem vrhu Triglava. Je pa bilo, ja, v tistem obdobju imamo potem ogromno fotografij, tako jugoslovanskih graničarjev kot italijanskih alpinov, skupaj z nekimi planinci, ki so bili takrat slučajno prisotni. Tako da, ja, to je bila točka, za katero se je bilo vredno boriti v vsakem trenutku. Najprej z Nemci, potem pa še zaradi Rapalske meje. Sama Rapalska meja seveda je bila de facto podpisana pravno in formalno in bi morala držati na veke vekov. Ne. Na srečo smo imeli, ogromno srečo smo imeli, da je dejansko takrat naša vojska zasedla Trst in potem so se mogli pač spogajati z zavezniki in so rekli v zavezniki, v redu, bežte ven iz Trsta, se bomo pol manili za Primorsko, ne, ampak Rapalska meja pa ni prišla na dejstvo več in smo pač to Primorsko dobili nazaj. Par dni nazaj je bil ravno, mogoče je bil še kdo drug na Mesnarju, na podpisovanju. Mesnar je iz Južne Tirolske, on je takoj poudaril, vem, ko je prišel, je rekel, jaz sem sicer italijanski državljan, vendar sem Avstrijec, ker on je iz Južne Tirolske. Ne. Mi smo Primorsko pred 100 leti dobili nazaj, medtem ko je Južna Tirolska zaradi Rapalske meje, ki je potekala vse gor, po dobrih 100 letih še vedno del Italije. Hvala lepa. Zdaj pa še ena mala ilustracija za gorsko kolesarstvo. Po eni teoriji se je začelo tle v Kamenku z Radom Kočevarjem. Kako to zgodbo poveste, da jo nam jaz ponavljal? Ja, torej, Rado Kočevar, bom skušal se spomniti, Rado Kočevar in še en alpinist sta bila na enem tečaju v Logarski dolini. In to je bila dolga pot s kolesom z Gorenjske, vse tja naokrog pri to Logarsko dolino. In se jima ni ljubilo še enkrat skozi pod Volovlek, oziroma morda sta čez Gornji Grad, ne vem, hoditi. In sta enostavno kolesa dala na ramo, sta jih nesla na kamniško sedlo in sta rekla, da se bojo pa dol pelala. Ne? Problem je pa nastal, ker so se jima pregrevale zavore. To niso bile zavore današnjega tipa. Ne? In fanta sta se znašla, navezala sta bukove veje na kolo, da so se vlekle zade in s tem ustvarjale, seveda, delovale kot zavore in tako sta se pelala v Bistrico. Tako nekako je bilo. Ne? Ja, to je bilo 1952. Ja. In zabrisala sta sledi za sabo. Ja. Ja. Rado Kočevar je maske ušpičil v teh hribih, potem, ker smo brali, tisti je krasna knjiga od založbe. Ja, tako da, Prav. tako je bilo to, ja. Hvala lepa. Manca, predajam ti besedo. Hvala.